V tem videovodiču o tem, kako lahko naredimo posnetke, ki temeljijo na glasu in jim potem po želji dodamo še glasbo, bodisi samo vmes kot glasbeni vložek ali pa kot podlago za celoten posnetek, in to vse skupaj na zelo preprost način. Torej, moja filozofija je, da je dovolj, če imamo eno orodje in da nam to orodje omogoči kar se da največ stvari narediti. Tako da v bistvu v istem orodju, v katerem sicer snemamo, pa ne samo snemamo, ampak pripravljamo video lekcije, bomo danes pogledali to, kako lahko naredimo tudi audio lekcije oziroma mogoče neke meditacije ali pa audio podcaste, skratka neke lekcije, oziroma neke tipe vsebine, kjer ni potrebe po sliki, ampak samo po našem glasu ali razlagi in pa morda dodatni glasbi. Torej, pogledali si bomo, kako naredimo različne tipe objav, kjer je poudarek na glasu. Lahko pa, kot sem rekla, dodamo tudi glasbo, bodisi gre za glasbo, ki jo dodamo vmes za kratek čas, to se pravi kot nek glasbeni vložek, torej to je tole, kar je označeno z roza barvo, ali pa kot podlago za celoten posnetek, torej tole, kar vidiš na ekranu z modro. Kot rečeno, delamo v orodju ScreenPal, ki ga uporabljamo tudi sicer za kreiranje, torej za pisanje in pripravo in snemanje video lekcij. Zdaj ScreenPal je zelo poceni verzija Deluxe, Solo Deluxe zadošča pravzaprav za vse te ključne zadeve. Deluje pa to, kar bom prikazala v nadaljevanju, tudi v brezplačni verziji. S tem, da v bistvu je omejitev snemanja takega posnetka na 15 minut. To se pravi, če imaš brezplačno verzijo, lahko sicer zadevo narediš, vendar pa posnetek ne bo mogel biti daljši od 15 minut. In pa v plačljivi verziji je dodana še ena prednost, in sicer to, da imamo v bistvu, ko pripravljamo zadevo, imamo tudi prostor, torej v istem dokumentu, v isti zadevi pripravimo tudi tekst. Imamo prostor tudi za tekst, to se pravi, lahko celotno besedilo vnaprej pripravimo, vsaj bom rekla neke grobe osnove. Torej, gremo v akcijo. Pogledali si bomo 3 ključne zadeve, in sicer najprej čisto, kako naredimo osnoven audio posnetek, to se pravi, kako se posnamemo. Potem si bomo pogledali, kako dodamo glasbeno podlago ali pa glasbene vložke. In pa na koncu si pogledamo še, kako dodamo po potrebi še sliko ali video, da dobimo dejansko video posnetek, ne samo audio, to se pravi, da dobimo posnetek, kjer je glas pretvorjen, bi se rekel, v video, zato ker pač nekatere platforme, kot so YouTube ali pa spletne učilnice, omogočajo predvsem nalaganje video posnetkov, in v teh primerih pač audio posnetki ne zadoščajo. In pogledamo en trik, kako to zaobiti oziroma zaobiti in kako v bistvu narediti zadevo na en mah uporabno na večjih platformah. Kot običajno na začetku pogledamo najprej nekaj strateških zadev, skratka tisto, kaj je treba vedeti oziroma o čem je treba razmisliti, preden se sploh zadeve lotimo. Opozorim na pomembne zadeve, ki jih moramo kot spletni edukatorji upoštevati. Potem pa si vso zadevo pogledamo še praktično, in sicer na tak način, da tudi ti lahko takoj implementiraš v prakso, skratka, da lahko delaš kar neposredno z mano. Tako da te naj na tem mestu samo še to spomnim, da če gledaš tale video vodič v spletni učilnici, da lahko video torej predvajaš tudi izven spletne učilnice, skratka z gumbom na mini player bo tale video skočil ven in ga lahko gledaš neposredno poleg orodja ScreenPal, tako da lahko za vse zadeve neposredno in takoj v tistem momentu tudi implementiraš in preizkusiš. Evo, zdaj pa zares gremo v akcijo. Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotiš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja e-marketinga in e-biznisa, spletnega e-marketinga in e-biznisa, in tudi spletnim učilnicam in različnim
bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe. Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja, spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje, čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo, oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.